Dobar dan, z nami je gospod Dušan Cunjak, znani knjigarnar iz Ljubljane, ki ima tudi za seboj kar nekaj let življenja v partnerici, ki je bila nekoč pacientka psihiatrične klinike Ljubljana Polje. Gospod Dušan me je poiskal pred 2-3 meseci in tudi sam priznal zelo kruto zgodbo svoje partnerice. Tako da, gospod Dušan, vam kar predajam besedo. Povejte mi, vaša partnerica, žal pokojna, je bila leta 1983 sprejeta. Okrog približno 30 let je bila sprejeta na psihiatrični kliniki na pobudo železnice Ljubljana, se pravi Železniške firme, se pravi, to je na kolodvorski sedež uprave železnica. Ona je tamo delala in se nekaj skregala s svojimi delavkami, prijateljicama i oni su automatično poklicali psihijatriju. Polje. In prišli oni, nju su uzeli pod roko, zdravniki, in su odpelali direktno na psihijatriju. Bez kakšenkoli mnenja splošnega zdravnika, bez kakšenkoli mnenja nekega psihijatra, izvedenca, to, oni su nju sprejeli in su je tamo držali približno 3 do 4 mjeseca. Torej, tistega leta 1983, samo zaradi spora med sodelavkami na železniški postaji, so jo pač... Železniška upravna enota. Železniška upravna enota. To je firma, tamo ki je direktor. Ona dela kot računovodja te firme, v bistvu knjigovodja. In se je kregala tamo s temi sodelavkami. Po prepiru pač so jo prijavili in pač odpeljali. Prijavili so je, da pride neki zdravnik, da je odpela, ker nije možno bilo ukrotitne. In potem je prišel neki, ne vem, zdravniška ekipa, so je odpeljali v Maribor, v to. Ne da bi kdo karkoli pregledal, kdo je... In so je spakirali tamo in so pustili v Polje. Pa vam je vaša ta gospa pripovedovala, kako je bilo, ko so je sprejeli? Pa ona je to nije pripovedovala, skrivala, malo, ker je nekako bilo nerodno, da bi ja je zapustil. Mi smo bili pač prijatelji, bolj prijatelji kot recimo intimni prijatelji. In ja sam hotel to raziskati, kaj je bilo. In potem sem malo se pozanimal. Šel sam doktoru Dušanu Žagarju, sodnemu izvedencu za psihijatriju, ker je moj prijatelj kupio knjige pri meni. Sam rekao da pogledam malo to moju prijateljicu, Ejna Novak, da ima če je res, ona ima šizofreniju, ker dijagnoza je bila da ima progresivnu šizofreniju. Torej, kar tako spet na lepe oči, tako kot veliko. Jaz sem opazil, da ona nima te šizofrenije, ker šizofreniki su čisto drugače obnašaju, da je pač v eni depresiji. Depresija pa je res bila, ampak depresija in šizofrenija nista ista bolezen. In doktor Žagar je nju sprejel, mislim da je 2-krat ali 3-krat, in mi trdi, lahko ga še vprašate, ker je še živ, da ona nima šizofrenije. Kateri gospod? Dušan Žagar. Dušan Žagar. On ima še vedno ordinacijo tu na Slomškovi, pri zdravniški ambulanti Metelkova, tu ki ima svoju ordinaciju i on trdi da Aida Novak nije imala šizofrenije. Aha, vi ste šli potem po dodatno mnenje in ste, pač vam je ta gospod povedal, da ni imela šizofrenije. Da, pač, in je bil malo jezen, ko sem ja povedal, da je bila v Polju, da ima zelo hude injekcije Fluanxol depot. Dajte mi pokazati v škatlico. Fluanxol depot, to su te injekcije. Takoj, že od leta 1983 je te injekcije. Ona je dobila te injekcije približno 25 let sigurno in če ne dobi, se je tresla. Ker je bila že zelo hudo odvisna od teh. Je že bila odvisna in jaz sem to hotel raziskati. Šel sem pač v podjetje, ki te injekcije dobavlja. Kje pa je to podjetje? Nekje tukaj v Dravljah, mislim, piše uvoznik. Uvoznik zastopa farma Titova, cesta 8, Maribor. V Maribor? Da, ampak imaju tu cesti, mislim, nekje v Ljubljani.
Torej, ona je od torej, leta 83 te injekcije dobivala vsake, koliko časa? Približno 25 let sigurno. 25 let? Ampak te injekcije so v Ameriki prepovedane. Od katerega leta so v Ameriki prepovedane? V Ameriki so skozi prepovedane, ker kot sem izvedel iz razne dokumentacije, ko imamo na internetu, te injekcije povzročajo rak in druge bolezni. Jaz sem tudi pozanimal se na psihiatriji v Polju in pri teh mojih znancih, ki so obiskovali psihiatrijo, da vsak drugi pacient dobiva te injekcije. In da je ogromno ljudi že umrlo v Polju in o tem se noben ne pove v javnosti, da koliko je teh pacijentov že umrlo. In meni je ta firma iz Maribora dala pismo, je nekje od njih napisano, da ja dostavim dokumentacijo, koliko ljudi je umrlo v Polju od te injekcije in da bi oni prenehali uvažati to, če je to res. Aha, prav prosili so vas, da bi bili so dosta korektni do mene in še vedno imam to pismo. Potem sem šel v zdravniško zbornico, to je to pismo, zdravniška zbornica. Ko je ona že dobila tumor v glavi, je že... Tumor v glavi je dobila po 25 letih, ne pravite? Ja. Pa ona je bila pač tako odvisna od te injekcije, da dejansko ste rekli, se je tresla, glava jo je bolela. Glava bolela in vse to, kar smo vsi sumili, da bi to bilo od teh injekcij. Lahko še dobila še kakšna druga zdravila, jaz to ne vem, ampak veliko zdravil dobila zaradi nespanja, zelo je bila... Potem je imela še za nespečnost, najbrž, če bi šli dokumente še bolj pogledati. Potem, ko je dobila Flonasol, je samo spala in ni mogla nič delati. Je pa bila zelo inteligentna, načitana in je bila samostojna ženska, kar pomeni, da pri šizofrenikih niso samostojni. Ona je pa samostojna. Leta 2010 je vaša partnerica žal pač preminula. Vi ste potem, ni vam dalo miru, ne? Da bi dejansko, da bi raziskali zakaj in kako se je vse to zgodilo in ste potem... Jaz sem šel njenem osebnem zdravniku, dr. Dušan Ruparčič, še vedno dela na ženski zdravstveni dom tukaj v Tivoliju in sem rekel, zakaj on ni dal nju na CT, če nju bolila glava 5 let in ona je hotela, da dobi slikanje glave, vendar dr. Ruparčič je njej dajal neke antibiotike, pač ko da ima prehladne ali pa ne vem. Se pravi, dr. Dušan Ruparčič je zelo veliki krivec za njeno smrt, to lahko rečem, ker ni dal pravočasno na slikanje. Če bi dal pravočasno na slikanje, če bi se odkrilo na pravočasno, bi Aida Novak bila še vedno živa. To smo videli mnogi zdravniki, ampak je prepozno. Ja, leta 2012 pa vam ni pač dalo miru in ste dali v časopis Nedeljske novice zdravilo krivo Aidine smrti. To je tudi del članka, torej v Nedeljskih novicah 2. septembra 2012, torej, kjer gospod Dušan Cunjak krivi psihiatrično, torej zdravilo, injekcijo Flunoksol depot za smrt svoje partnerice. Tukaj je tudi gospa, ki ste jo pač tudi jo je zdravila na koncu, to je bila gospa dr. Vesna Švab. Da, Vesna Švab, jaz sem, ker je moja prijateljica in partnerka Aida Novak bila njena pacijentka, sem predlagal sestanek s Vesno Švab, da bom predlagal njen suspens, ko je delala na polikliniki. Nek čas delala na polikliniki in Aida je vedno bi hodila k njej, vsaki 20 dni na te pogovore in vedno je Vesna Švab dala neko svojo asistentko ali pa nekega študenta, ker ni imela čas, bila je zelo ambiciozna v drugih poslih. Ona in njen mož sta vodila Šent, njen mož je še vedno direktor Šenta in kaj sta delala privatno za svoj biznis, to me ne zanima. Zanima me konkretno, zakaj Vesna Švab, ko je Aida Novak prišla k njej,
kod pacijentke koja je zamenjala psihijatra iz polja, zakaj nije še enkrat pregledala in testirala, da se vidi, a ide nova šizofrenik ali ni. In Vesna Švab je rekla, da su oni dobili dokumentaciju avtomatično iz psihijatrije in po tej dokumentaciji kar nadaljevali s tem injekcijama. Brez da bi kdorkoli ustal, pregledal. Da bi pregledala. Potem je bila tu neka Biserka, da ne vem kako se piše, Biserka, tudi Aidu je zdravila, ne. Ampak ne rečem, to je zdravilo, oni su samo nju sprejeli automatično iz polja in to je trajalo 20 let. Se pravi, da naši psihijatri nisu se poglobili na pacijentovu bolezen, da res ugotoviju kakšno bolezen ima in kakšne tablete ali injekcije je potrebno da mu da dobi. Oni su to samo automatično dajali. Noben pa ni pregledal, če telo to zmore, ker vemo, da ima zelo veliko stranskih učinkov. Meni su drugi psihijatri, kojih ne bom imenoval, povedali, da je to tamo neka taka zmešnjava na polukliniki in u polju in da treba se izogibati takšnih zdravnikov, kot tamo že delajo. Ste šli kaj raziskovati Flunoxol, koliko pacijentov to jemlje, koliko je smrti? Ste podali kakšno predlog? Jaz sem to raziskoval in čakam, da začnemo preko kakšne inštitucije. Bilo potrebno narediti kakšno društvo. Nujno raziskavo, koliko ljudi je pod kakšnimi zdravili umrlo? Meni su razni ti obiskovalci polja, te psihijatrične bolničnice, povedali, da bi tamo znalo biti da je svaki 5. pacijent umrlo od tih raznih injekcij, med njimi pa je tudi Flunoxol. To se skriva od javnosti, mislim, in seveda naši novinari to preveč ne raziskujejo, mediji. Razen portal zamisli.si, oni si upajo raziskovati, ampak tudi počasi tudi drugi novinari prihajajo do tega, da je to treba nujno raziskati, koliko smrti je pod psihiatričnimi zdravili, ker če že iz svojega primera pogledam, zelo hude glavobole sem dobila po 5-6 letih jemanja zdravila, ampak jaz sem pravočasno se sama odstranila stran. Vaša žena, vaša gospa partnerica, no pa najbrž tudi ni vedela, tudi je zelo težko nehati od tega, ker si ti odvisen kot drogeraš dejansko od tega. Njo je naenkrat zabolela glava, naenkrat. In tako je bolela, da so to močni glavoboli. Nažalost, ja nisem se poglobil, da nisem vedel, kaj je v njeni glavi, zakaj je boli. Ona je pa vzela tablete in zaspala in potem je to umirilo se. Ampak to je trajalo enih 6-7 let, ta njen glavobol. Ona je oglasila se splošnemu zdravniku, doktoru Dušanu Zupančiču, in hotela ga zamenjati, ker pravi, da ni on, da je zelo površen, da nije se poglobil, nije pač naredil raziskav, zakaj boli glava. On je enostavno dal neko tablete za glavo, kar nije dal na... Torej, v tem času, v 6 letih zelo hudega glavobola, gospe ni nihče pregledal? Noben nije pregledal glavo. Samo teraso naprej po domače rečem injekcije. Ona je tudi povedala svoji psihijatrinji, Vesni Švab, pa Biserki. Ampak Vesna Švab je bila njena stalna zdravnica. Stalna zdravnica, koliko let pred smrtjo gospa? Do smrti, mislim, do leta 2010 je Vesna Švab bila njena zdravnica. Ampak se ponavljam, ona je nju uspjela svaki 20 dni na 10 minut, je rekla, pete tamo do sestre da vam da injekciju i to je bilo vse. Če je hotela se pogovarjati, je prišel neki asistent, neki študent, ki pač je prvoletnik faksa končala, drugi, in je obravnavao Idu, namesto da bi to Vesna Švab kar direktno pregleda zakaj nju boli glava, a je potrebna kakšna nova analiza. Samo su nadaljevali kad je psihijatrija dala te dokumente. Jaz sem šel na psihijatriju, oni rekli, da meni ne more dati podatkov o tem, ker nisem pač njen mož, ne, bil, ne, in da bi oni dali, vse njeni starši to predlagajo, ampak danes su starši že pokojni njeni, tako da moram pa povedati, da je tudi njen brat, ki nije šizofrenik, tudi večkrat na psihijatriji in dobiva zdaj neke razdravila, mislim da nisu injekcije, ampak tudi njega zdaj boli glava in
Veliko nas je bilo, ki nas je po večletnem jemanju teh psihiatričnih zdravil bolela glava. Ne? Ja. To je res grozno, to se še jaz spominjam, to ne odneha in ko ti zamenjajo, ti nekaj časa neha. Ampak jaz sem vedela, jaz sem imela srečo, da sem pravi čas odvrgla vse to in se postavila na noge. Moram pa povedati, da so bili zelo nerodni zdravniki, ko je ona končala na onkologiji. Najhujši zdravnik je bil neki smrdelci, ti so, da je oni nju terali po hodnikih, da nam mora leteti in vse to. Potem sem ja dirigiral pri zdravniški zbornici in on je mene napadel. Ta je, evo, tukaj je, Smrdel Uroš, doktor medicine. Smrdel Uroš, specialist radioterapije in onkologije. Ta tip je poklical G7 varnostno službo, da so me fizično izterjali iz onkologije. Zakaj? Ker ste se želeli pozanimati? Ne, moja partnerka je želela kaditi tam v WC-ju, ki je želela kaditi, on je nju terao in skoraj roke zavračal in vse možne take čudne stvari delal. Ne bi rekel, da zvem, rekel da neki boksar. In je zelo bil neroden do njo. Ona je skozi jokala i on je prvi njoj povedal, da bo umrla čez 20 dni. Taj doktor Uroš. Kar, če je ona imala depresijo pa šifrenju, to ne bi smela povedati. Se strinjam. In na onkologiji so bili zelo nerodni in vsak drugi pacijent, ko mi je rekel tamo, da je njihov splošni zdravnik kriv za njihov tumor. To nije samo psihijatrija, ta veja zdravnikov se lahko vleče še marsikje na onkologiji, pri splošnem zdravniku. Ampak, pa vi, gospod Dušan, danes veste, da to ni zdravljenje? Da to ni bilo zdravljenje vaše? Seveda, da vem, jaz bom to nadaljeval raziskovanje, ker v bistvu se ubili od splošnega zdravnika do psihijatrov za pacijenta, ki nije imel šifrenju. Jaz bom predlagal pogovor pri doktoru Dušanu Žagarju, če bo pristal na eno svoje mnenje. Doktor Žagar mi se zdi, da je korektan zdravnik in ima čist druge metode zdravljenja, razne meditacije in vse to. On se izogiba teh injekcij in hudih zdravil. Danes to vsi vemo, kam pelje, ne? Dolgotrajno jemanje teh psihiatričnih zdravil ali injekcij. Gospod Dušan, bi radi povedali še kaj? Ne, jaz podpiram to vašo idejo, da se to naredi društvo. Ja. Jaz sem pripravljen biti celo delni sponzor, samo da se to ustanovi društvo, s tem društvom lahko ali ustanova ali društvo se ima ena oblika, da nadaljujemo, ker mnogi novi pacijenti obstajajo, da se to enkrat, takšen način zdravljenja prekine. Res je, samo z društvom, kar je moja velika želja, samo skupnim sodelovanjem nas, ki smo bili žrtve psihiatričnega zdravljenja. Rabite tudi močnejše medije, da vam podprejo, kot je Delo, Dnevnik, Mladina. Ja, ampak veste, to je zelo občutljiva tema, zato se to zadeva še lepo včasih odpira. Če boste, koliko ste vi dve pogumne, da boste objavljali, bo pač nekdo moral to enkrat prevzeti resno. Bomo pač kot društvo, ko bomo ustanovili društvo, jaz bom tudi član tega društva, bomo pač uradno povabili te novinarje, Mladino, Delo, Dnevnik, Janu, ne vem. Srčno upam, da jeseni odpremo društvo za žrtve psihiatričnega zdravljenja. Mnoge bolnice po Sloveniji, recimo kot je bolnica Sežana, ko razni pacijenti govorijo protiv njih, pa bolnica, recimo kot je Ljubljana Polje, pa bolnica, recimo, tam na Ptuju. Mnoge te bolnice skrivajo ogromno te dokumentacije in mnogi pacijenti so že umrli, ampak se to samo zakrije. Jaz verjamem, da mnogi svojci
teh, ki so že umrli, da bojo pristali. Jaz sem povajal, imam sigurno nekih 50 ljudi, ki bojo člani vašega društva, če bomo to delovali volen in resno. Ja, resno. Tako, Samo resne podatke treba objavljati. Raziskati vsekakor treba arhiv, kar se jaz vsekakor strinjam po vseh psihiatričnih bolnicah, kajti vsi ljudje, ki se tudi name obračajo, pa ki jih tudi vi poznate, so zadeve zelo, zelo, zelo hude, zelo tragične in vsekakor se strinjam, da bi bilo treba to nujno raziskati, da se prepreči nadaljne žrtve tega sistema. Mi moramo povedati v javnosti, kdo je ta Smrdelj Vrož, kdo je Matjaž Cviter v onkologiji, kdo je Vesna Švab, a so to samo privatni interesi ljudi, imajo pač titulo zdravnika, do pacijentov pa sploh se ne morejo pristopiti, kot bi moralo biti po temu, kako se reče, zdravniški tej konvenciji. Gospa, žal pokojna, gospa Aida Novak je bila žrtev psihiatričnega zdravljenja. Ja. Vi ste torej... 100% trdim, da ona ni imela šizofrenijo, da pač so njeni zdravniki to površno obravnavali. Začnemo od splošnega zdravnika, psihiatrije, pa do zadnje Vesne Švab. To je moje mnenje in jaz iz tega stojim in bom povedal kjerkoli. In Vesna Švab smo imeli sestanek z njom, ona je rekla, Dušan, jaz bom iz psihiatrije potegla vso dokumentacijo o Aidi, če ne boste mene preveč v javnosti obnjenjevali. Se pravi, ona bi potegla, kljub temu, da nisem njen mož, se pravi, ona lahko to potegne, ker bi bila direktor psihiatra, ampak če bom jaz njo pustil pri miru, ne bom jo pustil. Gospod Dušan, še to ne, moje raziskave do danes od psihiatričnih zdravil so vsekakor predvsem takšna, ne, da po več letih jemanja teh psihiatričnih zdravil, vseeno katerih, se zgodi izguba spomina, zastajanje blata in še pač ogromno drugih stranskih učinkov, učitev obrne gor. Dejansko ti izgubiš sploh občutek za prostor in čas velikrat. In vse te zgodbe danes, pa tudi v Sloveniji, dokazuje, tako kot v tujini, da dejansko bo potrebna res zelo, zelo... Ja, predlagam, da nadaljujete to, kar ste začeli. In da pač v neki drugi priložnosti še kaj povem. Dobro, velja, gospod Dušan, najlepša hvala. To je žal pokojna gospa. Aida. Še ena žrtev psihiatričnega zdravljenja.